knjižnega trga. Dober večer. V oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Jana F. Jarca Skozi bele poljane nedokončanih zgodb, zbirki kratkih zgodb Mojce Petaros Nočem več biti nevidna in esejističnemu delu Dušana Šarotarja Počivališča na poti. Recenzije so napisali Tonja Jelen, Robert Čabec in Ifigenija Simonovič. Jan F. Jarc je v pesniškem prvencu, da bi prst ostala čista, izražal željo po nepotvorjenosti zemlje, narave, življenja. Podobno sporočilo nosi tudi njegova druga zbirka Skozi bele poljane nedokončanih zgodb, posvečena naravi, lepoti in zavedanju življenja. Knjigo je izdala založba Slovenska matica, ocenjujejo Tonja Jelen. Druga pesniška zbirka Jana F. Jarca Skozi bele poljane nedokončanih zgodb govori predvsem o lepoti pokrajine in narave ter o smislu posameznikovega obstoja. Podobe v pesmih se razvijajo, premišljeno odmerjene besede se zgoščajo in prikažejo tudi občutke in zavedanje minljivosti. Pesmi pogosto merijo v bistvo in srčiko obstoja, kar je pesnik zreduciral na motiva srca in toplote kože. Predvsem pa je to poezija zavedanja, krhkosti trenutka in življenja. Pesnik se ne dviga nad nikogar, staplja pa se z naravo. Vanjo je ves čas vpleten in je del njenega krogotoka. Menjujeta se zamolklost in jasnina, pri čemer je slednja bolj osmišljena. Pomembno vlogo imajo telo, in duša. Vse troje se lahko sestavi v polemičen razmislek. Le v oko in telo se je zalezla žalost, ki je ne znamo razumeti. Čeprav avtor zaznava temino in težo obstoja, mu bivanje pomeni nekaj svetega. Zreti skozi podarjeno govorico neba. Čutiti dotik jutranje zore, ki prižiga svetli oltar življenja. Pesniško zbirko Jana F. Jarca Skozi bele poljane nedokončanih zgodb bi lahko razdelila na dva dela, in sicer na nepretrgan in ponavljajoč se naravni cikel ter na zavedanje konca posameznikovega življenja. Pri tem je treba poudariti, da avtor kljub temini spoznanj postavlja pesniški subjekt v smisel vztrajanja. Še posebej pride do izraza zadnja pesem z naslovom Živeti. Živeti. S trdim jezikom in zavezanimi očmi. Živeti. Brez obljub, ki najedajo duha. Jarčeva poezija poudarja vrednost življenja. To pa lahko povežem tudi z idejo in miselnostjo Viktorja E. Frankla, torej življenju je kljub vsemu treba reči da. V pesmih je čutiti nemoč, bolečino in trpkost, a nekako se vedno najde upanje za nadaljevanje poti. Osrednja barva pesniške zbirke je bela, ki se kaže že v pesnikovem prvencu, da bi prst ostala čista. Zdaj se pojavlja v različnih pomenih, in sicer od kože, slive, papirnega lista do popolne nedolžnosti oziroma začetka. Pomen barv se ujema tudi življenjskimi obdobji, s čimer se spreminjajo tudi barve. Druga pesniška zbirka Jana F. Jarca je v pesniškem izrazu bolj prefinjena in manj neposredna kot prva. Intenziteta pesmi je ves čas enaka, gre za ritem bivanja, razmišljanja o odhajanju in prehodu. Minljivost je lahko tudi lepa, nakazuje pesnik, tudi kot spomin, izražen v podobi odhajajočih korakov. Ta vidik razstavitve subjektov je v pesmih prepričljiv, naj si gre za mrtve ali žive v smislu Kaina in Abela. Tudi sicer je svetopisemska motivika navzoča, vendar z drobnimi odmerki. Pesniška zbirka Jana F. Jarca Skozi bele poljane nedokončanih zgodb je prerez razmišljanj o eksistencialnih vprašanjih, resnobnih uvidih v različnih spoznanjih. S tem nam te pesmi ne prizanašajo, kajti človeštvo lahko doseže vrhove uspehov,
z negativnimi čustvi pa še zmeraj ne zna ravnati in jih razumeti. Veliko lepote pa se skriva v verzih, ki slavijo naravo v vseh delih dneva in letnih časov. Tudi na Tržaškem se, kot kaže, ni treba bati za literarni podmladek. Mojca Petaros je pred nekaj tedni na knjižnem sejmu prejela nagrado Radojke Vrančič za mlado prevajalko, le malo predtem pa je izšel njen knjižni prvenec, zbirka kratke proze Nočem več biti nevidna. Osrednja tema v njej je odnos do drugega, drugačnosti, ob tem pa seveda tudi vprašanje identitete. Knjigo je izdala založba Mladika, ob njej razmišlja Robi Šabec. Zbirka kratkih zgodb Mojce Petaros, Nočem več biti nevidna, je povedna že s samim naslovom. Nevidnost namreč smemo in moramo interpretirati zgolj kot totalno nasprotje vsega vidnega, kar pa konec koncev pomeni, da vprašanje identitete tako postane primarni sestavni element pomena biti viden. Če bi nadaljevali v tovrstni maniri in se dotaknili tako imenovane tržaške literarne šole, bi bilo treba dodati, da je na prvem mestu vprašanje narodne identitete, torej biti Slovenec v dvo- ali večkulturnem in večjezičnem prostoru, kar je posebej značilno za dela pisateljev, kot sta Boris Pahor in Alojz Rebula. Tržaška pisateljica Mojca Petaros na tem mestu naredi zarezo, saj je zanjo kot avtorico naslednje generacije sicer značilna obravnava narodne identitete, vendar ji ostale vrednote, kot sta na primer politična ideologija ali še bolj zasebnost, niso podrejene. Nasprotno, v delu Nočem več biti nevidna so pogosti zastavki, ki presegajo vprašanja narodne identitete Slovenca, Slovenke v Trstu, torej zamejstva, in to tudi na način, da trčijo ob vprašanja zdomstva oziroma drugega kot takega. Ta drugi praviloma ponuja ogledalo, v katerem protagonisti lahko postanejo vidni. Bodimo konkretni in izpostavimo na primer Barbaro v črtici Snežne krogle, ki ob fantu Kataloncu Žordiju v daljnem Madridu reflektira lastno pozicijo in identiteto, da zatrdi, kakšno bogastvo je to, da sem doma v dveh jezikih in dveh kulturah.
A olajšanje je zgolj hipno in navidezno, saj v nadaljevanju že sledita trpka ugotovitev in ponovitveni strah pred nevidnostjo, ko se junakinja sprašuje o maternem jeziku svojih morebitnih otrok, rojenih bodisi v tujini, bodisi v domačem okolju. Dilema narodne identitete sicer ostaja, a je predrugačena, pogojno celo nadgrajena, tako da ne vzdrži več zgolj oznake, ki na eni strani predpostavlja pozitivno vrednoteno slovensko identiteto v opoziciji do negativno obravnavane italijanske. Ščavo ni več aktualen, saj je mesto tega nepotrebnega drugega zdaj in v avtoričinih črticah nadomestil prišlek, brezdomec, tujec, begunec, Afganistanec. Mojca Peteros to domiselno popiše na primer v zgodbi z naslovom To se pri nas ne dogaja, v kateri obravnava rasizem zakoreninjen tako v italijanskem predstavniku policijskih enot, kot tudi pri zamejcu, klenem slovenskem očetu. Ves problem je pač v tem, da hči, po rodu Slovenka, na večerjo domov prvič pripelje svojega partnerja, ki pa je na žalost tam zbranih napačne barve. Je begunec, Afganistanec, se pravi neke vrste čefur. Podobno ugotovitev bi lahko razbrali tudi v črtici Čakule, le da tam Afganistanca nadomesti Kubanec. Za avtorico je torej značilno, da narodno identiteto obravnava na manj zavezujoč način, kot je bilo to značilno za omenjene avtorje tako imenovane tržaške šole, a seveda zgolj v smislu znotraj razmerja Slovenca do Slovenca oziroma Slovenca iz Trsta v razmerju do tržaških Italijanov. To vrstno obravnavo namreč več kot uspešno nadgrajuje z drugimi dinamikami oziroma relacijami, v katerih mesto tega nesrečnega drugega ni več rezervirano zgolj za tržaškega Slovenca. Tudi zato lahko učenec Jakob iz trdnjave slovenstva pri svetem Jakobu v črtici domača naloga preprosto zatrdi, da ima raje paneton kot potico. Skozi doživljanje osrednjih protagonistov se Trst, dogodkovni prostor večine zgodb je namreč mesto v zalivu, razkriva v vsej svoji multikulturnosti. Jasno pa je na ta način izražena tudi njegova nacionalistična komponenta. Ta ni več nastrojena proti nemštvu in še bolj izrazito proti slovanstvu, slovenstvu, kot je bilo nekoč, ampak proti drugemu po barvi kože. Zbirka Nočem več biti nevidna, tako tržaškemu in tudi slovenskemu bralcu predstavlja mesto Trst na način, kot ga verjetno lahko ponudi le lucidni tržaško-slovenski pisatelj oziroma pisateljica. Presežki, ki v prvi vrsti poskrbijo za dodatno literarno vrednost dela, so mestoma povsem subjektivni, a vselej subtilni elementi, ki zaznamujejo avtoričino sicer realistično pisanje, vendar pogosto nadgrajeno s posameznimi elementi magičnega realizma. Jasno, saj konec koncev nihče ne more rešiti problematike nesrečnega openskega tramvaja, kot je to popisano v kratki zgodbi Vsaka vas ima svoj glas. Naj še dodamo, da se Mojca Peteros v delu ves čas spretno giblje znotraj procesov pripadanja, samospoznavanja, spominjanja, izključevanja, stigmatizacije in drugačenja. Zbirka Nočem več biti nevidna obsega 20 kratkih zgodb, ki s svojimi protagonisti spodbujajo razmislek o lastnih prepričanjih o identitetah, pripadnosti, drugačnosti, izključenosti oziroma vključenosti in multikulturalizmu.
Dušan Šarotar nas je v svojih delih že razvadil z značilnim poetično-refleksivnim slogom in zdaj ga prepoznavamo tudi v zbirki popotnih esejev z naslovom Počivališča na poti. Meditativne refleksije v njej pa bogatijo še njegove umetniške fotografije. Knjigo je izdala založba Pivec, prevzela je Ifigenijo Simonovič. Na bronasto zlatem ovitku knjige esejev Dušana Šarotarja je črno-bela fotografija 7 veslačev v dolgem čolnu. V levem kotu zgoraj je opazno še eno veslo 8. veslača. Okrnjena celota. Mar ni tako tudi v življenju? Vedno je še nekaj zadaj, prikrito, neznano. Kakor zgodba nikoli do kraja povedana, kakor spomin nikoli popolnoma razjasnjen. Usklajeno veslanje ekipe, kot prispodoba sožitja. In najbolj me zanima veslač, ki ga ni na sliki. Mar ni tako v spomini? Nikoli ni vse do zadnje podrobnosti izpovedano ali izgotovljeno. Sizif in Prust, simbola trenutka in večnosti, vztrajnosti in predanosti. Še preden knjigo odprem, mi fotografija ponuja prvi premor, počivališče pred branjem. Fotografija. Veslači veslajo vzratno, nekako naslepo. Zaupati morajo krmarju. Jaz bralka moram zaupati pisatelju. Odprem knjigo. Predam se jasno zapisanim mislim, izbornemu jeziku, prepletu presunljivih spominov in fotografij. Spomin na nekaj, na kar smo mislili že večkrat, se vsakič drugače izostri in razkrije. Tudi fotografija je odvisna od osvetljave. Jutranja svetloba, večerna svetloba. Pomemben je izbrani kot. Pri pisanju je pomemben naklon do obravnavane teme. Razjasniti je treba iztočišče in bralca pripeljati do poante. Kaj se bo iz predaje določenemu spominu izcimilo? Spoznanje, strah, obžalovanje, obtožba ali pa samo informacija. Pisatelj je kot veslač, ki zaupa notranjemu glasu in črpa iz svoje zakladnice znanja in vedenja. Nikoli ne počiva, tudi ko ne piše, je zamišljen, obuja spomine in zapisuje jih v prepričanju, da bodo vredni spominjanja, tudi ko njega več ne bo. Tako pisanje dobiva težo in smisel. Pomislim, v hoji, pešačenju, se skriva nekaj globljega, kar začutim šele, ko se odpravim na daljši sprehod ali pohod, ali po drugi strani, kadar sem sredi pisanja knjige, bodisi romana ali pesniške zbirke. Pišem predvsem v ritmu tistih, ki hodijo peš, torej v dolgih in vase zavitih stavkih. Hoja je način spominjanja. Spominjanje kot proces pisanja ali kot osmišljanje bivanja je osrednja tema Šarotarjevih esejev v zbirki Počivališča na poti. Pisanje je hoja s pogledom nazaj, ki ga prekinja globlji razmislek na razglednih točkah. Na spominskem sprehodu se pridružijo avtorjevi prekmurski literarni predniki in sopotniki Miško Kranjec, Feri Lainšček, Vlado Kreslin, Vlado Žabot in tudi arhitekt Feri Novak, ki je zasnoval Mursko Soboto kot evropsko mesto. Spomeniki in nagrobniki, parki, gradovi, vile, podrte hiše, porušena sinagoga. Močno spominsko ozadje so tudi člani prekmurske judovske skupnosti in Šarotarjeve družine, ki so bili žrtve pregonov Judov v drugi svetovni vojni in tudi po njej, kakor priča rušenje sinagoge. Judom se je pisatelj posvetil že v romanih Biljard v Dobraju in Zvezdna karta. Med pisanjem kot obredom spominjanja se oglašajo sorodniki, ki so pisatelja oblikovali v zgodnjem otroštvu. Spominjajo se tudi prijateljev, ki jih je srečeval na literarnih poteh. Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Gruzija, Bosna in Hercegovina, Rusija, Grčija, Italija. Vendar ne gre za literarni žurnalizem ali prezgodaj napisano avtobiografijo, tudi ne za bahaško samopromocijo.
Dogodki si ne sledijo po logiki časa ali prostora, temveč po izbruhih in vrzelih spomina, ki kot neusahljiv bršljan ovija sprotnost. Kar se dogaja okrog nas, je spomin. Vprašanje je samo, kdo se še spominja. Živimo v času hiperprodukcije spominov, računalniki, internet, mobilni telefoni, megalomanski muzeji, digitalne fotografije, vojne, podnebne spremembe, migracije, vzpon skrajne desnice, izhlapevanje levice. Zdi se, da je narcisistična kultura spominčkov, selfijev, imidžev, novih identitet preplavila svet s spomini, ki so popolnoma minljivi, trenutni milni mehurčki v vsakdanjosti, ki so že v naslednji sekundi pozabljeni, vendar pisateljeva naloga je spominjanje. Spominjanje, obnavljanje sveta s pomočjo imaginacije, ohranjanje nevidne sledi z začetkom jezika. Literatura ni samo prenašanje pomena, marveč tudi iskanje smisla. Dušan Šarotar je knjigo esejev zasnoval kot pesnik, ki se nenehno sprašuje o svoji naravi, o drobcu vesolja, iz katerega izhaja, o prostoru pod soncem, ki mu je dodeljen ali ki ga je zavzel s svojim delom. Poezija je nenehno potovanje okrog iste osi. Ni odgovorov, je samo iskanje oziroma vztrajno brskanje po spominu, brskanje po sebi in iz česa pravzaprav smo? Iz vsega, kar smo doživeli, brali, čutili, naredili. Tudi iz vsega, česar nismo storili in morda obžalujemo izgubljene priložnosti. Pesništvo je že tisočletja oblika človekovega spraševanja o smislu življenja. Predvsem pa iskanje lepega in presežnega. Tako so bili prav pesniki tisti, ki so se v davnini prvi spraševali o naravi sveta in skrivnostih vesolja. Tako so nastali prvotni miti, zgodbe in pripovedi o nastanku sveta in človekovem mestu v njem. Šarotarjevi eseji so avtobiografski, vendar njegova osebna zgodba ni v središču pozornosti ali cilj spominjanja kot takega. Pomembnejša je preteklost, ki je kot pisatelj ne sme prepustiti pozabi. Spominjanje jemlje kot dolžnost. Vsakega od 5 esejev v zbirki Počivališča na poti avtor uvaja s citatom iz novoveške literature. Edgar Allan Poe, Paul Valéry, Edvard Kocbek, Bruno Schulz in Zbigniew Herbert stojijo kot duhovni stebri, na katere se naslanja. Med pisanjem se sklicuje tudi na druge osebnosti iz literature, sociologije, zgodovine, s čimer kaže, da na svetu ni sam. 5 ciklov njegovih črno-belih, ostropomenskih fotografij predstavlja zaključene fotoeseje. Tako se Dušan Šarotar predstavlja hkrati kot pisatelj, esejist, pesnik in fotograf. Vsekakor je zbirka esejev Počivališča na poti presežek slovenske esejistične literature zadnjega obdobja. Poslušali ste oddajo s knjižnega trga. Recenzije Tonja Jelen, Roberta Šapca in Ifigenije Simonovič sta prebrala Lidija Hartman in Igor Velše. Glasbo je izbrala Alma Koželj, oddajo je posnel Miha Klemenčič, uredil sem jo Vlado Motnikar. Želimo vam mirne in vesele praznike.